vse skupaj lepo pozdravil. Danes smo se zbrali zaradi tega, da bi predstavili zbornik oziroma drugo številko zbornika, ki ga izdaja Cirius Kamnik, imenuje se Novi svetovi, in bi najprej prosil gospoda direktorja Gorana Pavliča, ki je napisal tudi uvodnik v to številko, če pove nekaj besed, prosim. Hvala, Dušan. Spoštovani vsi zbrani. Enki sledi dvojka in logično novim svetovom 1 sledijo novi svetovi 2. Vesel sem, da s tem drugim zbornikom, ki sicer izhaja enkrat letno, v centru uresničujemo našo veliko željo po izdajanju strokovne publicistike na področju izobraževanja, rehabilitacije in usposabljanja otrok s posebnimi potrebami. In moram reči, da sem prav prijetno presenečen nad motiviranostjo naših strokovnih delavcev, ki so svojimi prispevki dokazali ne le visok strokovni nivo in poznavanje sodobnih, teoretskih in praktičnih pristopov na področju dela z gibalno oviranimi otroki, temveč tudi pripadnost centru. In to naj bo spodbudo tudi drugim sodelavcem v centru. Pomembna vloga zbornika pa je tudi v povezovanju zavodov za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, saj tokrat vključuje prispevke avtoric in avtorjev Centra Janeza Levca Ljubljana in Centra za usposabljanje Elvira Vatovec Strunjan. Seveda verjamemo, da bomo z drugimi zavodi krepili sodelovanje tudi v prihodnje. Organizirano se sicer s publicistiko v centru ukvarjamo že kar nekaj let, mislim, da od leta 2016-2017. Vse skozi pa jo spretno vodi dr. Dušan Rutar. In z novimi svetovi je zapihal nov veter v naša publicistična jadra. Toliko, hvala lepa vsem. Hvala, gospod direktor. Zdaj pa, če dovolite, bi še jaz na kratko predstavil vsebino oziroma avtorje pravzaprav bolj malo in avtoric, prevladujejo avtorice tega zbornika. Zahvaljujem se vam, gospod direktor, za te besede, zato ker bi se rad z veseljem navezal na to, kar ste rekli. Zbornik namreč predstavlja najvišje dosežke sodobne znanosti, najvišje dosežke na področju ne samo usposabljanja, rehabilitacije, ampak mnogo širše. To so dosežki, ki jih označujejo sodobne besede, ki so del novega besednjaka. Danes ne govorimo več o nenormalnih posameznikih, invalidnih otrocih, nevzgojenih mladih ljudeh in podobno. Sodobni besednjak zajema besede, kot so inkluzija, inkluzivnost, opolnomočenje, emancipacija, zlasti pa blagostanje. Končni cilj vsakega resnega usposabljanja, izobraževanja, rehabilitacije mora biti blagostanje. In ko govorimo o blagostanju, z angleško besedo well-being, ne mislim samo na blagostanje mladih ljudi, s katerimi na primer delamo mi in delajo drugi ljudje v drugih ustanovah in tudi širše, mislim tudi na blagostanje nas samih, ki delamo, ki smo strokovnjaki, od katerih se pričakuje, da veliko vemo, da imamo veliko znanja, da se torej ukvarjamo z znanostjo, pričakuje pa se še nekaj drugega. Starši, njihovi otroci, mladi ljudje, drugi od nas upravičeno pričakujejo, da se pri svojem delu držimo najvišjih moralnih in etičnih standardov. Beseda blagostanje zajema vse to. Zajema kakovost medsebojnih odnosov, zajema znanje oziroma vednost, zajema zmožnost za kritično razmišljanje in zajema kakovost medsebojnih odnosov. Ker je najbrž jasno, težko je delati dobro,
če medsebojni odnosi in brez medsebojnih odnosov ni nobenega dela, niso dobri oziroma niso kakovostni. Zato bi rad na kratko spregovoril o vsebini zbornika Novi svetovi. Vsebina zbornika je razdeljena na 4 področja, ima 4 razdelke. Prvi razdelek se imenuje Psihologija in filozofija osebnostne rasti. To je pravzaprav sinonim za blagostanje. Ta razdelek prinaša sodobne ideje, sodobne koncepte o tem, kaj je blagostanje. Drugi razdelek se imenuje Primeri odlične prakse, predstavlja sodobne, odlične, vrhunske prakse, dejavnosti, s katerimi povečujemo blagostanje mladih ljudi, s katerimi delamo. Tretji razdelek ima naslov Dejavnosti in terapije in prinaša še več primerov odlične prakse. Zadnji se imenuje Recenzije, prinaša nekaj recenzij najnovejših znanstvenih monografij s področja blagostanja. Sledijo avtorji in avtorice oziroma naslovi njihovih prispevkov. Naj poudarim, da zbornik predstavlja pravo bogastvo različnih idej, različnih pogledov, različnih dejavnosti, s katerimi skušamo zaobjeti vse mogoče načine delovanja, ki prispevajo k kakovosti medsebojnih odnosov, k osebnostni rasti in k blagostanju. Prispevki si sledijo, kot je razvidno. Na koncu, kot rečeno, še 3 recenzije znanstvenih del o psihologiji blagostanja in etičnosti, o tem, kakšen je sodobni učitelj oziroma kakšna je sodobna učiteljica in o izzivalni temi o razmerjih med umetno inteligenco in čustvi. Naj se še enkrat zahvalim vsem, ki ste prispevali k temu zborniku in že sedaj vabim k sodelovanju pri oblikovanju 3. številke Novih svetov. Osnovne koordinate teh prispevkov, ki bodo šele prišli, so že v moji glavi, in pa seveda zborniki so pri meni na voljo vsem, ki želite dobiti vpogled, kaj počnemo, da bi povečevali blagostanje mladih ljudi, s katerimi delamo.